To je drama njega, intimna drama njega in Tine Golob. Takih in drugačnih bolnikov, psihopatov, sociopatov, narcisov in tako naprej. Tukaj govorimo o nekem prdecu, ne? Največja luknja v tem škafcu, ne, je pač pri Darkotu. Ker Darko je direkten prijatelj Goloba in vem, da se to prenaša naprej. Tokrat nas gleda nekaj tisoč perzijskih fake profilov, ki naj bi se obesili na profile Gibanja Svoboda. Pa Robert Golob in njegov šef NPU-ja Darko Muženič. Anketari Valikona in Parsifala. Pa šef Darsa in njegova 2,3 milijona evrov vredna položnica. Ter celotno vodstvo RTV in ekipa Tarče z Eriko Žnidaršič. Ja, ne, ampak teden je pa posebej zaznamoval posameznik, ne, ki ga do zdaj nismo poznali tako zelo v tej, bom rekel, politični sferi, ne, kot se je to izkazalo zadnji teden. Ne. Ja, res je, Peter. V bistvu je precej zaznamoval teden en posnetek iz Brnika, ki ga bova pokazala. Skratka, vplivnež slovenski Aleksandar Repić se je vrnil iz Dubaja in dočakala ga je aretacija. Pomenljivo pa, ne, v bistvu samo nekaj dni potem, ko je javno pozval proti vnovičnemu glasovanju za Svobodo, pomagal sesuti eno od spletnih anket, ki je bila potem v paniki izbrisana. Skratka, aretacija nekaj dni po sporu z Robertom Golobom in Svobodo. Kaj praviš? A se nam je kar naenkrat bliskovito prebudil pregon in pravica? Ali gre za maščevanje? Mislim, zdi se, da iz prve roke lahko vidimo, kako deluje Svoboda z veliko začetnico, ne, ko se stranka, ki izvaja pravzaprav precej represivne stvari že kar lep del časa, ne, pravzaprav tik pred volitvami pokaže, res se mi zdi tak pogled, no, kaj je res tisto, ko gre za res, ne. Bo to dilemo nama naprej pomagal razblinjati kar sam Aleksandar Repić. Ampak poglejmo najprej še posnetek, Poglejmo pa najprej aretacijo. Tako, ja. Aretacija. Pa ne dotikaj se mene, ti! Ne dotikaj se mene, ne dotikaj se mene. Ne bom. Ne bom, so moje stvari, ne bom. Ja, pa boš pa lepo počakala. Ne bom. Ne bom, bom vse snimala, ja. Ja, ker imam pravico, ja. Ne bo se Ja, bom. Ne bo Ja, se. bom. Ja, bom. No, glavni akter te zgodbe je zdaj z nama na povezavi. Ja, prav veliko v bistvu nismo uspeli videti, ne, ker kriminalisti njegovemu dekletu, ki je bilo tudi potem predmet aretacije niso pustili niti snemati. Mogoče ja. Najprej en disclaimer, preden začnemo s tem pogovorom. Aleksandar, midva sva podcast, ki vedno poudarja za vsako zgodbo, da zgodbe niso črno-bele. Tudi tvoja preteklost je pač takšna, kot je. To danes niti ni predmet debate. Ti govoriš o svoji preteklosti sam, transparentno. Najbrž se bomo pa vsi tudi z najnimi gledalci strinjali in se srečali v oceni, da je nek vplivnež za kriminalno preteklostjo v tej državi lahko manj nevaren ali pa povsem nenevaren proti celotni mašineriji in represiji, ki jo trenutno obvladuje aktualna oblast. Tako da dobrodošel in prvo vprašanje bi jaz postavil tako, ne. It takes one to know one, pravijo Američani, oziroma moraš biti dovolj ligav, prljav, umazan, ne, da razkriješ gnile prijeme oblasti. Povej mi, kakšna točno slika o povezavah med vladajočo stranko Svoboda in med vrhovi policije se ti je nekako izrisala v zadnjih 2 tednih? Mislim, ja, jaz nekatere stvari lažje razberem in njihove poteze, ker imam izkušnje s podobnimi ljudmi, sicer ne tako visoko rangiranimi, ampak ko nekako živiš med 4 stenami z različnimi profili kriminalcev, takih in drugačnih bolnikov, psihopatov, sociopatov, narcisov in tako naprej, potem tudi lažje prepoznaš tako vrsto ljudi, ki je na položajih. Ne? In jaz v bistvu sem imel samo en problem v celi tej situaciji, ki sem ga na začetku izpostavil, in enostavno sem hotel vedeti, če še kdo od mojih sledilcev ima problem v zdravstvu, ker sem izpostavil en družinski primer in sem nekako kritiziral uredbo strani Roberta Goloba, kar se tiče tega privatnega zdravstva in odvzema koncesije oziroma odpovedi teh operacij, ki so imeli samoplačniške te zdravstvene ustanove, temu rekel. Privat zdravniki in mojemu enemu sorodniku
se to v zadnjem momentu odpovedal, pa je čakal cirka 2 leti na to operacijo in je bil cel besen in me pač obvestil o tem in sem hotel vedeti, če ima še kdo podobno izkušnjo. No, pol sem ugotovil, da je tega ogromno in da so se čakalne vrste očitno res samo podaljšale. In ko sem izpostavil ta problem in želel tudi odgovore strani Goloba in potem, ker se mu ni dal pisati, ker ga nisem mogel kontaktirati, ker je imel zaklenjen sporočila za javnost, ne, sem pol pisal še njegovi Tini, njegovi boljši polovici. In ona tudi ni odgovarjala nič. No, potem se pa pojavila ta anketa, ne, če se ljudje sploh počutijo svobodni in sem pač jaz preusmeril svoje sledilce na to anketo in jih vprašal, se vi tudi počutite svobodne. In je pač anketa pokazala, kar je pokazala in potem vsaka naslednja reakcija njegova me je spominjala na še en podoben primer iz preteklosti, ki ga sploh ne bom. Ni potrebe, da ga omenjam, ampak podobne reakcije je nekdo že prej delal in sicer vsakič, ko sem kaj naredil, kaj raziskal, vprašal, je ta vlada svobode, bom temu rekel, svoboda, so naredili sebi še dodaten strel v koleno. Kako si razumel ta kibernetski napad? Ste imeli vi kaj zraven s tem, ker nekako ocena je bila, da je potem prišlo dejansko do nekih teh zakupa, teh lažnih profilov. Govorimo tukaj o nekem napadu, ki stane ranga, ne vem, 50 €, ne, da kupaš nekje na spletu teh, ne vem, 5000 sledilcev. To je bilo kaj v tej vaši, bom rekel, akciji Nismo fake, ali je to neodvisno? Kako razumeš, no, ta bom rekel, kibernetski napad? Zdi se mi škoda katerikoli evro zapravljati za take neumnosti, ker ga lahko damo nekemu boljše namene. In je popolnoma brez veze na ta način bilo koga zdaj tam uničevati mu profil. Sem pa prepričan, da se je nekdo našel, ki je zelo zloben, ali pa celo oni sami sebi poskrbeli za to. Moje prepričanje je, da so to naredili sami sebi, ker za majhen denar dosežejo točno to dramo in da lahko uporabijo karto žrtev, mi smo žrtev. In gledajte, kaj se nam dogaja, gledajte, ko nas hočejo uničiti in tako naprej, da se jih nekdo usmili, postavi še dodatno na njihovo stran in tako naprej. To je vse del predvolilne kampanje, kar jaz čisto podpiram. Vsak ima svoje metode, en bolj pederske po domače, če en drug malo bolj poštene, ampak na koncu dneva to je politika. Politika je kurva, ni nobenemu za zaupati in vsi se menjajo glede na veter. Zdaj smo pri tej aretaciji. Ti si omenil že javno, da si vedel malo prej, da to bo, da hišna preiskava bo. Koliko prej in seveda me zanima, si potem na nek način, ko si to izvedel, že načrtoval neke svoje naslednje korake? V bistvu, tako je bilo. Jaz, preden sem sploh se usedel na letalo, jaz sem to že vedel. Jaz bi lahko punco svojo poslal s tem letom nazaj. In se usedel na drug avion, šel recimo za Zagreb, bi se pa komot zapeljal do Slovenije, brez da bi kdo sploh dojel karkoli, glede na to, da imamo odprte meje. In sem rekel, zakaj da jaz zapravim denar, pred kom da jaz bežim, pa se nisem nobenemu nič slabega naredil, razumeš, in vem, da je to pač njihovo maslo in da je pritisk strani, pritisk je prišel strani premierja. In sem rekel, grem jaz kar lepo na ta let, bom samo obvestil enega prijatelja, da ve, da so pripravljeni. In temu prijatelju sem tudi pisal na WhatsApp, mu poslal sliko pred vzletom in sliko še pol, ko sem pristal. Sproti sem mu sporočil, da je vse cool. Ko sem šel mimo prvega policista kontrole, preden pobereš kovčke, ko sem dal pasoš, me je policistka tam dela pogledal, da vse normalno, vse ok. In oni značke ven, SKP oziroma tista kriminalistična policija, značke ven, roke na zid, odvzeta vam je prostost, lisice gor. Prvo me pregledujejo in medtem slišim glas svoje punce, kako se zadaj dere, pusti me, lahko snemam, pusti me. Ona se je umikala nazaj, ni se opirala nobenemu, ampak se je samo umikala nazaj in snemala s telefonom.
In jaz sem samo upal, da ji telefona ne vzamejo medtem, ko je odklenjen. No, to jim ni ratal, moja je ipak že toliko zdresirana, po 2 letih življenja z mano ve približno, kaki so to lahko in vzponi in padci z mano, a ne. In pač je tisti telefon zaklenila in eden od kriminalistov je dobesedno prijel, dvignil, spravil na tla, dal jo v lisice in to je bilo to. Ok, in pol smo zdaj pri hišnih, ne? Ti si tukaj v bistvu nastavil past, o kateri si tudi spregovoril na svojem profilu, in sicer, ko si bil sam s posameznimi kriminalisti, si vsak mu neko svojo verzijo, različne datume, različne akterje omenil, ne? S tem si želel v bistvu ugotoviti, ali bo prišlo nazaj do medijev oziroma kdo je ta, ki spušča informacije. Zdaj, trik je uspel, ti torej edini ta hip veš, kdo je ta kriminalist bil. Zanima me, kaj nameravaš, če sploh kaj s to informacijo namreč. Jaz domnevam, ne, da če bi kakorkoli izpostavil to osebo, bi potem najbrž ta oseba mogla izpostaviti svoje nadrejene, ki so naprej obvestili medije, ne. Potem nas lahko ta link pelje nekako od oblasti do vrha NPU. Nameravaš kaj takega ali ne? Ne, kot prvo bi rad poudaril, da vsi oni delajo za plačo, oni ima doma družine, ki jih treba nahraniti, in njihov odnos med samo hišno preiskavo je bil večkrat korekten. Jaz vem, jaz sem imel že veliko enih situacij, v katerih sem videl, kako se obnašajo pri hišnih preiskavah, in to se dobesedno razmeče vse in rabiš 2 dni, da vse pospravaš. Vsako stvar so previdno pregledali, vzeli ven iz omar, vračali nazaj, in ta odnos mi je bil toliko fair, da enostavno zdaj ne čutim nobene potrebe, da bi kogarkoli od njih izpostavljal, pa rekel, ta je naredil to, oziroma ta je rekel to, ta je naprej to povedal. In ne želim izpravljati to situacijo, ker vem, da konec koncev niso oni tisti, ki so se odločili, da mi pridejo na dom, in niso oni tisti, ki se bodo odločali, kaj se bo z mano potem dogajalo. Oni so svoje delo naredili korektno, jaz sem pa prepričan in tudi vem, da ta informacija je pol šla naprej do nadrejenih, in največja luknja v tem škafcu, ne, je pač pri Darkotu. Ker Darko je direkten prijatelj Goloba in vem, da se to prenaša naprej in pol to pride do medijev. Konkretno je tule šlo za Pop TV. Pop TV na svoj način tudi poroča, ampak tam je problem en drug, je pa problem v Tepini. Tepina je tak, je pač zrihtal sponzorska sredstva, da so ga postavili na položaj glavnega urednika za splet, in to je bil pogoj, da so ga dali na ta položaj, in ko je Tepina prišel na ta položaj, preko njega potem Golob plasira tisto, kar se njemu zaželi. Tako jaz verjamem, da se je ta krog sklenil, iz NPU-ja je to prišlo do Tepine in to se je potem dalo enemu od novinarjev. In konkretno so vprašali Stevanovića za datum 27.1. Jaz to na kraj pameti ne bi mislil, da se bo to zgodilo, ampak ko se je zgodil, ko me je Stevanović kontaktiral in vprašal, kaj je to, zdaj mene kar nekaj sprašuje, da so se midva dobivala, pa ne vem kaj, sem se jaz nasmejal, rekel, pust bom jaz to obrazložil, ker vem točno, zakaj se gre. Ok, ena zanimivost v zvezi s temi preiskavami, še to, ne. Ponavadi, ko gre za neke zasege, ali je to orožje, ali je to droga, ali karkoli, dobimo mediji slike, ne. Na naslovnicah so fotografije iz hišne preiskave. Zakaj po tvojem tokrat ni bilo tako? Ja, mislim, očitno niso bili dosti ponosni na ta zaseg, ker če bi ti res zasegel nekaj konkretnega, bi to z ponosom tudi slikal. Če bi ta pištola res gledala kot neka orang pištola, firmirana pištola, nevarna za bilo koga, bi se to pištolo sigurno poslikali. In ta droga, ki jo omenjajo, ponavadi tudi povejo, za katero drogo se gre. Če bi rekel, da je bodo analizirali še, ne? Analiza ni potrebna kle. Mislim, ti lahko analiziraš nekaj, če je v belem prahu, ne. Če pa ti vidiš, kaj je zvitek marihuane, ti točno veš, da je to zvitek marihuane, ne. In oni ponavadi povejo, da so zasegali toliko in toliko kokaina in tega in unga in tretjega, v tem primeru pa omenjajo samo droga, ker naj si ljudje sami pol ustvarjajo predstavo, da je to šlo za nekaj hujšega. Ampak spet jaz pravim, to je njihov del, to je vse gledališka predstava in jaz jih čisto razumem. Omenjajo tudi 50 približno elektronskih naprav. Kaj vse vsebuje teh 50 elektronskih da sem imel naprav? tam ene, ne vem, mining rige ali pa stvari za kibernetske napade.
dejansko se jaz ukvarjam in rad se ukvarjam z videoprodukcijo in ustvarjanjem video vsebin in imam res ogromen video opreme, snemalne opreme, ogromen enih diskov, SD kartic, računalniki in tako naprej. In pobral so dobesedno vsako mikro SD kartico, vsako CFF, kaj je že ona kartica, vse živo, kar lahko shranjuje spomin. In pobral so in zdaj pač naj brska, naj išče, naj gleda, naj se zabava. No, si glih o tem, recimo, govorimo, ne, ker NPU, ne, Darko Muženič, ki je potem šel pred javnost, ne, pojasnjuje, da ta hišna preiskava ni imela nobene povezave z Gibanjem Svoboda in domnevnim kibernetskim napadom oziroma pač sabotažo ankete Gibanja Svoboda, ampak z domnevnim izsiljevanjem, ne, torej tega odvetnika Krčmarja, ne, ki naj bi ga izsiljeval. Zdaj, a izsiljuješ ljudi? No, tako rekel. To bom rekel. Kakor sem že rekel na svojih storijih, to je čista laž. Jaz nobenega nisem izsiljeval, prišel sem tam z ne najbolj čistimi nameni, ker sem pač ipak na skrivaj snemal, hotel sem nekako od njega priznanje dobiti za vse te očitke, ki so mi bili pač predani in posnetki in dokazi. In jaz sem pač videl, da je on zgubljen in probaval sem različne metode, da ga probam sprostiti, da spusti gard, da misli, da sva prijatelja, da začne govoriti. In na eni točki se je on tudi sprostil in rekel tej svoji sodelavki, ki je bila tam, no sej, če fantje vztrajajo pri tem, da govorimo sami, ker jaz nisem hotel o teh stvareh govoriti pred njo direktno, sem hotel njega prvo soočati. In on je, ne, hočem, da je zdravo. No, na eni točki, ki je videl, da imam res vse živo v svojih rokah, je pa rekel, no, sej, če fantje res hoče, da smo sami, lahko ti kar greš. In je ona šla. In v tistem momentu sem jaz dobil občutek, da se on sprostil, da bo rekel, ne vem, ja, fantje, kaj da naredim, kako mi lahko pomagate tukaj in tako naprej. In sam hotel sem to njegovo priznanje, da reče, ne vem, zdaj jebu sem, ni prav to, kar sem naredil in tako naprej. Ampak v tistem momentu je on opazil, da moj prijatelj ima naslonjen telefon tako na prsih in da se kamera vidi. In rekel, a vi mene slučajno snemate? In ko me je moj prijatelj rekel, ja, snemam iz varnostnih razlogov, zato da ne boste danes jutri rekli, da vas kdo klele izsiljuje, da vam grozi in tako naprej. Ja, ne, to pa ni v redu, ja, pa vi mene izsiljujete to. In je pol se postavil ta obrambni sistem in potem klical na slona. Zdaj prid, posluši, glej, oni mene izsiljujem, bla, bla, bla. Lej, dejstvo je, ne, v tej zgodbi, da smo pač v predvolilnem času, nekaj tednov pred tem 22. marcem. Zdaj, več ljudi se bo vprašalo, lahko, ne vem, a si govoril o sociopatu pa o Golobu, takšne in drugačne stvari. Nekateri te bojo vprašali, a si to res opazil, ne vem, mesec, dva pred volitvami, kako nisi prej mogoče bil tako aktiven na tem. In drugo vprašanje, ne, recimo, da epizodno ustrezaš seveda kontrapolu, neki desni sferi, mehurčku oziroma agendi. Kaj, si želiš iti v zgodovino kot desni vplivnež ali kako je zdaj s tem? Jaz si samo želim govoriti na glas o stvareh, ki se meni nabirajo, ki se dogajajo ljudem okoli mene. In nikoli se ne želim in ne mislim se politično opredeliti za nikogar. Ne za desne, ne za leve. Kakor sem že prej povedal, v času korone sem bil strogo proti obveznemu cepljenju, strogo proti tem represivnim ukrepom strani predsednika vlade, takrat, premierja, konkretno Janše. In takrat noben se ni bunil čez mene, noben medij ni pisal grdo o meni, da sem jaz kriminal s tako preteklostjo in da zdaj pluvam proti vsemu cepljenju niti nič. Nekako so ljudje me spodbujali na nek način, itak so bili cepilci pa kontra te, ki so bili za cepljenje. V glavnem, noben se ni bunil čez mene, ker sem takrat pluvil čez tisto vlado. Čez to vlado se pa vsi bunijo čez mene. In ful je lahko zdaj prefiltrirati in videti, kjer medij je naklonjen levemu polu in kjer desnemu. In to je zdaj preprosto razbrati. Dobro, hvala za tele insajte. Mislim, da je bilo zelo zanimivo slišati, no, iz prve roke, kako je ta zadeva potekala. Spremljamo naprej, ne? Hvala tudi vam, lep pozdrav.
Ja, Peter, med drugim smo konc minulega tedna videli premierja, ko je sneg ohromil elektrooskrbo na severovzhodu države, prišel v uniformi civilne zaščite, ampak njegova glavna drama dneva je bila, da je bila Svoboda kibernetsko napadena. V bistvu. Ja, in to ravno od sledilcev najnega gosta. Ne? Ja, mislim, omenjali so marsikaj, od baze najnega gosta do domnevnih vplivov iz Izraela. Golob je govoril, da je cela Evropa pričakovala nek kibernetski napad v Sloveniji. Mislim, smo slišali celo tudi, da je ogrožena državna varnost. Tako, ja. Zelo se je tudi osebno v tej zgodbi angažirala kdo drug kot Tina Gaber, pač Instagram je neko njeno domače hišno omrežje. Ne? Tako da mogoče predlagava... Zdaj, če se spomniš, preden pogledamo še ta klip, če se spomniš, pred časom smo dobivali neke informacije o tem, kako v bistvu Tina Gaber gradi, že kakšne pol leta nazaj, kako gradi pravzaprav omrežje influencerjev, ki bi na spletnih omrežjih gradili kampanjo za gibanje Svoboda in njenega novega moža. Mislim, se je tudi ta zgodba teh fake profilov preko DS Limited, preko nekdanjega sodelavca Tine Gaber na Slovenskih železnicah, govorimo o Piškurju mlajšem, tudi to je v bistvu del tega plana, ki ga je imela, da v bistvu v predvolilnem času, kamorkoli pogledaš, Facebook, Instagram, X, da je vse preplavljeno z idilo, v kateri živimo v bistvu. Ja, in zdaj je potem bom rekel, ne pridi prav, pokvaril celotno idilo. Zato jaz razumem po svoje, da je bolečina gibanja Svoboda in posebej še prek Tine Gaber, tudi Roberta Goloba, toliko večja. Poglejmo, kaj so povedali. Dejansko piše 4 oziroma 5 AM, da se je začel napad na oba profila, se pravi tudi na Svobodo. In to je bilo prnamelo pa 1:02 popoldne, ko smo pa ugotovili. Nobenih slovenskih sledilcev ni noter, oziroma imena, ki so, lahko jih pa tako preberem, nekaj tisoč jih je v 1 uri. Mehdat Razavi, Boušeri Reza, Razadehat, Nazanin, Behnas, Esfahani. Jaz sem prepričan, da bo vse razkrito. Gre pa za napad, ki so ga doživele druge države v volilnih kampanjah. Tisto, kar lahko sporočim vsem tem, ki so bili naročniki. Cela Evropa je bila pripravljena, da boste kaj takega poskusili in zato vem, da boste za to tudi odgovarjali. Mislim, Tina Gaber, to mislim, da si prej zelo prav ugotovil. Tina je Gaber tista, ki jo boli blokada Instagrama. Zaradi nje veva, da so se v tem mandatu menjali tudi ministri, zaradi kakšnih drugih okoljevarstvenih tem, in ne bi bilo presenečenje, če bi se zaradi nje tudi delale hišne preiskave, da sem direkten. Ja, zdaj bi se navezal najprej na to tiskovko, Roberta Goloba v bundi civilne zaščite. Mal več snega je padal, oziroma malo bolj moker sneg je padal, in nam se sesuje celotno omrežje na Štajerskem. Mislim, malo pretiravam, pa ne veliko. Ja, si lepo karikiral. Ja. Pač mislim, da 100 tisoči uporabnikov so bili brez elektrike in to ne tako pol dneva, ampak celo več dni. Škoda je bila enormna in tako naprej. Tudi na podlagi tega. Agregati so manjkali in tako. Skratka, elektrika, kjer je Robert Golob, spet imamo ono situacijo, področje elektroenergetike, kjer naj bi bil naš premier genij in tisti, ki dejansko, kjer bi dejansko mogel zrihtati, spet nam najbolj šepa, bom rekel, ravno Kovačeva kobila. In druga stvar, kar se mi zdi zanimivo, se pravi, tukaj, ko bi se on mogel ukvarjati s tem problemom Štajercev, na kar so tudi mnogi opozarjali, se on ukvarja z kibernetskim napadom in govori o tem, kakšni veliki teoriji zarote, če primerjamo zdaj z Romunijo, ko je dejansko prišlo do tega vmešavanja. On se ukvarja s svojo dramo, to je drama njega, intimna drama njega in Tine Golob, v bistvu. Ampak to, da pojasnim, v Romuniji, kjer je prišlo do recimo tega resnega vmešavanja, tam govorimo v bistvu o plačevanju raznih vplivnežev, ki so si plačevali neke ogromne tudi, dosege, zato da so pač vplivali na volitve. Tukaj govorimo o nekem prdecu, ki pač se pravi o plačilu, za 30 do 50 dolarjev, ali pa recimo maksimalno $100 ti lahko plačaš neke te fake profile, ki jih je prejle našteval Klemen Boštjančič, da ti pač neki polajkajo oziroma da posledijo neki. Tukaj ne govorimo zdaj o nekih ogromnih kibernetskih napadih, to je lahko kdorkoli pravzaprav sprožil in je bizarno enostavno. Sej, a veš, ampak zgodba, če jaz gledam širšo sliko,
To je zgodba osebne percepcije Roberta Goloba. Ne? Sej to je, da je na 100.000 ljudi brez elektrike, je pač nekaj, kar vidva jaz pa ti, ne? Ampak Robert Golob, ki vidiš to težko noč, na sliki vidiš, da je bila težka noč za njim, pa ne zaradi tega snegoloma, ampak pač zaradi osebnih bolečin soproge Tine Gaber Golob, ne? In on naslednje jutro rešuje te probleme, ki jih ima sta ona dva tukaj ob Gradaščici v Ljubljani. Ne? Mislim, celo bi si uporeč, da morda ni izključeno nič Svoboda sama tega naredila, zato da bi uprizorila pač mislim, jaz bom rekel, glede tehnike tako, če pogledaš po definiciji to, kar se jim je zgodilo, ne, mislim, da so tudi na Sicertu strokovnjaki rekli, opis ustreza neke vrste kibernetskemu napadu, ne, pol težave, ki so sledile tokom tedna, se pravi dodatno zapiranje akauntov, ker se 400 enakih komentarjev free pici od spodi pojavili, je seveda tudi kombinacija baze najnega sogovornika, ne? Ampak seveda se ne moreš izogniti občutku, da bi lahko tudi sami igrali vlogo žrtve. Ne? Govoriš o smešno nizkih zneskih, za Svobodo to ni problem, da si plača, ne vem, 100-200 evrov, da uprizorijo napad sami na se. V bistvu, mislim, to bi si jaz lahko prvoščil narediti napad na Gibanje Svoboda, če bi mi glih pasal. Morda še to, ne, kar mi je tudi padalo v oči ta teden, ne. Torej NPU, ne? NPU, ki naj bi se ukvarjal z največjo gospodarsko kriminaliteto v državi, ne? Ali pa z največjimi kriminalci v državi, ne? Se ukvarja z domnevnim izsiljevanjem za nekaj tisoč evrov. Ne? In to je tako urgentno, da so mogli res nujno urgirati. Ne? Pa sam šef NPU-ja je dejansko revež mogel zaradi tega pred kamere. Poglejva. Včerajšnje operativne aktivnosti naših preiskovalcev niso povezane z zadnjim v javnosti izpostavljenim primerom spletnega napada. To nima nobene zveze. Ampak, lejte, Repič je danes na Planetu ponovil oziroma dejal, da mu je vir povedal, da vam je direktno Robert Golob dejal, da morate poskrbeti za Aleksandra Repiča. Težko komentiram njegove navedbe, predvsem, ker ne vem, kdo je njegov vir in kako verodostojen je. To bi verjetno druge službe ugotavljale. Lahko pa povem naslednje. Predkazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja poskusa izsiljevanja smo pričeli na Nacionalnem preiskovalnem uradu že v prvi polovici januarja leta 2026. Tam, ko je rekel, da ne ve, kdo je vir, ne, jaz sem si mislil, v glavi si po mojem mislil, kaj bi dal, da bi vedel, da ga zdaj zadavam v... Itak pa pošle na prisilni dopust, na disciplinsko, ampak pazi dvoje, ne. Nihče ni NPU-ja, nihče ni Darka Muženiča vprašal, obstaja povezava med kibernetskim napadom in aretacijo. Država se je spraševala, obstaja povezava med javnim sporom med vplivnežem in vladajočo stranko in aretacijo. No, ko je bil potem vprašan točno o tem pri Slaku na 24 ur zvečer, je pa najprej bil 5 sekund tih, ne, in potem celo ni želel komentirati tega. Se pravi, tebe vplivnež obtoži, da ti je premier osebno naročil pogrom proti njemu in ti rečeš, ne morem komentirati teh navedb. Ja, najmanj kar je, bi jih potem mogel suvereno zavrniti, ne, ali kaj, ne vem. Ja, je pa znano, da sta pač znanca. To je Golob povedal, ne, v aferi Bobnar, da sta se vsaj enkrat, vemo, da sta se slišala, ne. Ampak zdaj pazi, glede te vloge direktorja NPU-ja. Če karikiram, nisem štel tega, ampak tak je vtis, ki ga imam jaz, ti pa večina državljanov, ki to spremljamo. Šef NPU-ja gre v javnost 2-krat na leto, tudi mišljenje to tako, elitni odred policije. Kdaj gre v javnost, ko govori A, o milijonski gospodarski kriminaliteti, B, o kakšnih preiskavah odmevnih narkokartelov, zasegih na 100 kilogramov prepovedanih drog, ne? In mene ta argumentacija, zakaj je primer za nekaj domnevnih 1000 evrov izsiljevanja prevzel NPU, to me cel teden ni prepričal. Pač, no? Ne. Ne. In tukaj bom jaz rekel samo to, ne? Ker tudi mene ni. Ne? Pravzaprav me fascinira, ne? Kako je Svoboda, ne?
cel teden pravzaprav se poskušala potegniti ven iz tega dreka in z vsakim naslednjim poskusom se potunkala še malo bolj globoko noter. Ja, nek najin vir, ne? Je rekel zelo slikovito, da v bistvu z vsako potezo, ki so jo ta teden naredili, ne, so bili globje v živem pesku in to dejansko prav ta primerjava je najboljša. Živi pesek. Živi pesek, ampak ne, zdaj, ankete pa kažejo... Še nekaj bi rekel, ne, izval bi te z enim drugim primerom, ki je ta teden tudi nekako splaval iz naftalina, Fotopub, ne. Šel sem pogledat, približno 3 leta, 3,5 je od prvega razkritja v medijih, ne. Mislim, da je bila odmevna tarča tudi in dejansko nismo videli pač sodstvo oziroma cel ta represivni aparat se izgovarja na težave z uročanjem obtožnice, ker je pač osumljenec prvo osumljeni ves čas po tujini. Ne? In slišal sem ta teden na Pop TV-ju enega uglednega kazenskega odvetnika, ne, ki je rekel, bullshit, nobenih težav ni, vse vzvode ima slovensko pravosodje vsa 3 leta v rokah, ne, da razpiše mednarodno tiralico. Ni problema, samo voljo je treba imeti. Ne? In ta volja je pa pri Repiču neverjetna. Se pravi, prijava januarja, pa en mesec kasneje že hišne preiskave. Ne? Ja, pri čemer spet prijava, mi imamo Fotopub primer, ne, kjer je šlo domnevno pričanja za na desetine neko spolnih zlorab in tako naprej. Ne? In tip se na Kanskem festivalu slika na storijih in ti ne veš, kje on je. Ne? Pa, da ga ne moreš, 3 leta mu ne moreš uročiti. Ne? Potem imamo pa enega drugega tipa, ki domnevno izsiljuje spet spolnega prestopnika, oziroma domnevnega spolnega prestopnika. No, in recimo, ne, tako, dajmo reči, da ga res, ne, ampak na lestvici prioritet, ne, kje je to pri NPU-ju? Jaz mislim, da bi morali biti jasno, kje je to na lestvici prioritet, eno pa drugo. Ne. Ja, mislim, očitno ni, ne, očitno ni. Ali je to lestvica, kot sem rekel, prioritet Tine Gaber Golob dejansko, ne? Skoraj bi si upal reči, da težko si razlagam kaj drugega. Ja. Ker tako zelo, kot je Svoboda pravzaprav ta teden, ne, v narekovaju, vse naredila narobe, ne, si težko predstavljam, da bi še lahko kdo šel tako s toliko napakami v enem tednu sred volilne kampanje. In zdaj so pa res pri anketah. Ne, se pravi, bom rekel, ta teden smo lahko spremljali 2 anketi, ki sta za moje pojme najmanj verodostojni, ne, in bo obe pokazala, ravno zato, da si ljudje lahko ustvarijo mnenje, ne, kako zelo se da z anketami, bom rekel, manipulirati. Ne, pa bova začela mogoče z tisto v drugo smer. Ne, se pravi, imamo anketo Parsifala. Ne, Parsifal velja kot recimo agencija, kamor naroča ankete Nova 24 TV. Ne. Zdaj tukaj imamo opredeljene voljivce, 35,5% SDS, 24,2% Svoboda, ne, na 3. mesto NSI, SLS Focus z dobrimi 9, potem Demokrati, dobrimi 8, Levica in Vesna in nad parlamentarnim pragom še SD s 6,5, Prerod morda z tistim najvišjim intervalom zaupanja še poseže, sicer pa načeloma ne. Prva stvar, ki se vtaknem, mogoče boš presenečen, ker bi pričakoval, da grem najprej razmere SDS Svoboda komentirati. Niti ena od anket še ni postavila stranke SD na 6. mesto. Ne? Že tukaj gledaš, o čem govoriva, o tem bigger picture, koliko glasov bo pri preračunu mandatov dobil en pa drug blok. Ne? In tukaj takoj vidiš, da je nekaj narobe. Ne? Ker zdaj vzeti kontra, se pravi, da je pa to tako revolucionarna anketa, da edina vid SD na robu izpada iz parlamenta, pa najbrž noben ne verjame. Ne? Mislim, kar mi še posebej zanima je glih to, da je tudi sorazmerno visok delež Svobode, ne? Še vedno govorimo o skoraj četrtini opredeljenih voljivcev. In tudi tukaj obstaja logična razlaga, ne? Ker ob Svobodi je samo še SDS-u v interesu prodati zgodbo, da obstajata samo 2 izbiri. To je celo artikuliral na konvenciji Janša. Ja, ne. No, in potem pa druga skrajnost, gremo pa pogledati anketo Valikona. Ne. V anketi Valikona je pa Svoboda dobesedno ujela SDS. Ne. Pazi, v tednu, ko so imeli ljudski upor, free pici, nismo fake in podobno, v tednu, ko so se na ta upor odzvali samimi napačnimi potezami, v tednu to ni nepomembno, ker interval iskanja oziroma zbiranja teh podatkov že pade v prvo soočenje na RTV, ne, kjer sicer Goloba ni bilo, pa vse, ne. Je bil v svojem najslabšem agresivnem izdanju, tako ja, Janše ni bilo, ne.
ti v bistvu pokaže, da se je točno ob vseh teh fiaskih Svoboda na centimeter približala SDS-u, zato bom jaz vse nadaljne Valikonove ankete do 22. marca poimenoval, da bojo najni sledilci vedeli, to so ankete Valikon, jači smo od sudbine. Ker karkoli naredimo narobe, anketa ostane nedotaknjena v bistvu. Ja, ne. Pričemer spet, ne samo to, Golobu se je zgodil pravzaprav ta teden tisti moment, bom rekel, bureka, ne. Moment bureka na stopnicah, v smislu pač znak represije, nasprotovanja, kateri je on gradil celo kampanjo in še zdaj, če gledamo plakati Svoboda, ne pustite, da vam jo kdo vzame. To je osrednji slogan gibanja Svoboda in ta teden ampak veš, kaj bi morali na koncu biti v oklepaju? Svoboda, ne pustite, da vam jo kdo vzame, v oklepaju oblast. Ker oni to tako razumejo. Oni delajo zdaj vse. Te ankete so v bistvu Valikonove zadnji priklop na respirator, ki želi ustvariti dva vtisa. Da je Svoboda še dovolj blizu SDS-u, da lahko zadnji dan pride do tistega ljudskega lijačenja, se pravi, da imamo množično za glavnega konkurenta Janši. In drugo, kar sva videla že prejšnji teden, ko sva komentirala fake anketo RTV, zelo pomembno je zdaj, par tednov pred volitvami levemu bloku, da pokažejo pri seštevku stolov vsaj približno razpoložljivost 46. glasu. In tudi tukaj je bilo to. Pokazali so v bistvu 47, kako že ne, proti 42, neko tako razmerje. Pričemer sem še neki, to mi je pa Chat pomagal. Te iste opredeljene sem vrgel v umetno inteligenco in sem rekel, naj mi po Dontu z upoštevanjem parlamentarnega praga in vsemi drugimi koordinatami zračuna stole. In mi je zračunal potem pri gibanju Svoboda enega manj, 26, in mislim, da pri NSI-ju enega več, 7 namesto 6, zdaj opomba. Chat, potem, ko sem vprašal, zakaj pa si zračunal različno kot medij, ki je to anketo objavil, je rekel, da je možno, seveda, da ima recimo skupna lista NSI-ja, namesto 6,6, kar je tukaj zaokroženo, v resnici 6,56 in bi to že pomenili, da imajo en mandat manj. Ampak, ker mi surovih podatkov nimamo, Valikonu pa pač ne verjamem, potem dejansko nisem prepričan, ali ni bilo tudi zaokroževanje na Siolu, če ne prej narejeno na ta način, da je Svoboda dobila še en dodaten mandat. Ja, mislim, zdaj mava midva ne take, bom rekel, neuradne ali pa iz določenih virov rezultate, ki kažejo pa ravno nasprotno. To je zdaj zelo zanimiv del epizode. Ne samo, da Svoboda ni skoraj izenačena z SDS-om, je skoraj pol nižje. Malenko več kot polovico SDS-ovega rezultata. Odstotki od Hana, ravno tistega, ki ga je Parsifal dal na 6. mesto, pa kažejo, da je zaostank tam nekje 3-4 mandate še za Svobodo, in da se dejansko nakazuje neka slika, kjer v finišu kampanje lahko Svoboda potone navzdol. V resnici se lahko Svoboda celo izenači z SD-jem, ker volivci Svobode v bistvu te dni pospešeno bežijo po eni strani SD-ju, po drugi strani Vladimirju Prebiliču, ki je sicer tudi po tej anketi še vedno nekoliko pod pragom parlamenta, in Hanžetu Logarju. Ker pazi, Svoboda se zmanjšuje, neopredeljeni se ne spreminjajo po tej anketi, ki jo mava, se pravi, jih pobira nekdo drug. In zdaj po informacijah, ki jih mava, jih pobirajo 3, ta hip od Svobode. Se pravi, neki Han, nekaj Logar in neki prerod Vladimirja Prebiliča. Kar sem ti hotel reči, prej še apropo Valikona. Jaz to vnaprej napovedujem, tokrat izjemoma, da bova ta del na kratko odrezala kot klip po epizodi, to, kar bom zdaj povedal, pa da vidimo. Jaz torej sprašujem najine gledalce o seznamu 5 najbolj prodanih oseb Robertu Golobu in gibanju Svoboda, pri čemer sta moja predloga Primož Cirman in Andraž Zorko Valikon. Ostale 3 pa prosim, da nam najini gledalci sporočijo v komentarjih. Mislim, ravno Andraž Zorko je do zdaj veljal kot sicer zelo jasno opredeljeno levi, anketar pa vendar nekako kot tisti, ki ima dokaj zanesljive podatke. Zdaj te zadnje ankete pa kažejo pravzaprav, da nekako res gre zelo kontra nekim zelo jasno očitnim trendom, ki je pa treba upoštevati tudi, da ima določene pogodbe in z gibanjem Svoboda in z državnimi podjetji, ki so
pod nadzorom Gibanja Svoboda. Kar sem še želel reči, ko sva govorila o usporedni, v bistvu underground anketi, do katere sva prišla, ne, je treba povedati, da je specifika te ankete še neki, kar druge ankete ne počnejo v tej mainstream. Ne, da je dejansko ponudila anketirancem kandidate v njihovem volilnem okraju, se pravi, dejansko testirala še vpliv imen oziroma konkretne kandidatne liste na neke volilne preference, ne? In je preskusila in brand predsednika stranke, brand same stranke in potem še lokalnih kandidatov. Ne? Tako da to, kar sva govorila, je dejansko kar kredibilna zadeva, ki se mal drugače celostno loteva naših volilnih preferenc. Zdaj, greva po mojem lahko iz vtisa, ki ga ustvarjajo te ankete, na vtis, ki ga pa potem realno vidiš, kako kdo zgleda, ko pride v studio se pomeriti v finišu kampanje. Ne? In mogoče najprej en klip, bili so redki dueli sicer Goloba pa Janše na tem popovem soočenju, ne? Ampak nekaj je pa vendarle bilo in dajmo opazovati Roberta Goloba zdaj v tem duelu. Ja, dajmo, ne. Konkretne izkušnje vseh Slovenk in Slovencev s 3 mandati, gospoda poleg mene, kažejo, da so njihove besede lažne. Najhujše čistke so vedno v njihovih časih. In zdaj ima Slovenija končno priložnost, da ohrani stabilnost s tem, ko potrdi nadaljevanje mandata te vlade. Potem ne bo nobenih čistk, potem ne bo nobenega maščevanja. Stabilnost in socialna blaginja in razvoj je tisto, kar ponuja ta koalicija v naslednjem mandatu. Kaj ponujajo oni? Saj ste ga slišali. In predvsem, vsi smo videli 3-krat zapored, tudi kolega Vrtovec je bil zraven, 3-krat zapored so čistili brez milosti. Veš, ta zrevoltiranost, to zlogovanje, ki sva ga že v torkovem komentarju izpostavila, ta skrajno agresivna različica meni sporoča, da je to človek, ki točno ve, da mu kaže slabo, ne? Mu pa navzven glancajo oziroma loščijo podobo za to, da bi še kaj iz tega bilo. Zato jaz govorim o zadnjem priklopu na respirator. Ja, ne, še posebej, ker ga vidiš, ravno nasprotno, ne, ker če si pogledal v tem soočenju Roberta Goloba in Janeza Janša. Janez Janša je bil sproščen, dobesedno se je zdelo, da v tem soočenju uživa. Robert Golob je bil od samega začetka totalno živčen, ne, pri čemer me pa zabaval, ne, ravno to. Vse Janševe besede so lažne, ne, pride iz besed politika, mislim, a veš, kaj smo včasih imeli tisti štos, ne, da kako veš, da politik laže, ne, ja, pogledaš ga, če odpira usta, ne, in ne je, potem laže, ne. Ampak pri Robertu Golobu to res velja. Ne, pri Robertu Golobu vsaka stvar, ki jo je do zdaj povedal, se je izkazala za laž, ne, se pravi, to je res tista, to si ti, kaj sem pa jaz vrčevski pristop, ne, in potem ne bo čistk, ne, ker je pač logično, ja, če ostane Golob na oblasti, ne bo čistk, ker so že bile. Golobove čistke so bile najbolj brutalne čistke, kadarkoli v zgodovini Slovenije, ne. Marjan Šarec in Janez Janša skupaj nista tako brutalno čistila javne uprave, kot jo je čisto Robert Golob. Ne, se pravi, pač seveda, ja, novih čistk bistveno ne bo, ker so že počistili, ne, so že njihovi, ne, ampak govoriti o tem, da kakršnakoli stabilnost, ne, je pa to totalno bizarno, ne, pri čemer se pravim, karkoli Golob pove, praktično je laž. Ne, ker če bi mu kazalo tako dobro, ne, kot te ankete, ki mu jih frizirajo, ne, potem bi prišel v tem enakem moodu, kot ga ima Janša, sproščeno in naj pač ljudje v kozmetičnih razlikah ne ocenijo do 22. marca, kdo bo tisti, ki bo za centimeter prej preskočil finiš črto. Ne? Ampak to je človek, ki je v agoniji, ki vpije ob vsakem podvprašanju. Ne? Tako je, ne? Zdaj prihajajo vsebinska soočenja. Ne? Eno je že bilo. Ne? Eno je že bilo na RTV-ju in novo, po mojem, malo bolj odmevno pač prihaja glede zdravstva in dolgotrajne oskrbe in sociale na Pop TV, ne, že v ponedeljek. In jaz mislim, da se tukaj v bistvu odpira novo bojno polje, ker do zdaj v tem splošnem soočenju smo mi nekako prišli do teh moralno-etičnih vprašanj, nahrbtniki strank, zapuščina mandata in tako naprej. Nismo šli v detajle. A tam, kjer realna slika, v bistvu soočenje z realnostjo še čaka, predvsem zdravstvo in dolgotrajna oskrba. Se pravi, neskončno večje čakalne vrste po 4 letih, ne, in pobiranje prispevka, ki je iz tira vrglo celo državo, ne, pa dejansko storitev dolgotrajne oskrbe, razen tega, da imajo v domovih nižje položnice, ne deluje na terenu. Ja, pri čemer, ne, prejem pogledava morda en izsek klipov, ne, iz tega soočenja o zdravstvu in dolgotrajni oskrbi na RTV, mi je bilo zanimivo,
pogledati, koga so stranke poslale na to soočenje. Ne? Zdaj, če pogledamo, recimo Demokrati, Prerod in SD, ne, so poslali svoje, v narekovaju, kandidate za zdravstvene ministre. Ne? Konkretno pri Demokratih je bil to Tadej Ostrc, ne? Pri SD-ju Gabrovec in pri Prerodu že nekdanji minister Poklukar. Ne? Se pravi, tukaj lahko rečemo, so poslali nekoga, ki je prvoligaš te stranke, posebej specifično za zdravstvo in po svoje dolgotrajno oskrbo pa še tudi tukaj zraven in pri NSI-ju bom tukaj dodal, ne, so poslali svojega ministra, ki je bil v času prejšnje vlade odgovoren za dolgotrajno oskrbo. Ne. Se pravi, te 4 stranke so nekako poslale svojo prvo ligo iz področja zdravstva. Ne. Zdaj, Levica, ne, ta izbor Levice se mi je zdaj zelo zanimiv. Čeprav imajo ministra, ki je neposredno odgovoren za dolgotrajno oskrbo, ne, se pravi Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, ne, so v boj poslali Biserko Marolt Meden. Je pa to mesec napovedal. V enem od nedavnih pogovorov je rekel, da bo ona v kampanji prvi obraz dolgotrajne oskrbe. Seveda, ne, ampak se to ti vse pove. To pomeni, da po 4 letih ni šans, da bi Maljevac lahko predstavljal dolgotrajno oskrbo, ne? Ker bi bilo prehudo. Točno to, ne? Hočem reči, imajo ministra, ki se, kadar je sam hvali s dolgotrajno oskrbo, v soočenje si očitno ne upa, nima časa, ne, poslali pa so nevladnico, ne, torej kao neomadeževano, ne, da se lahko izmika pravzaprav temu odgovornosti vlade po eni strani, ne, in po drugi strani mi je to sporočilo zelo bizarno, ne, za zdravstvo in za dolgotrajno oskrbo se pri Levici bori aktivistka za evtanazijo. Ne se pazi, in pol še izbor Svobode, ne, ki pa pošle sekretarko v kabinetu predsednika vlade, ne. Mislim, da je poslanka, ki je predsednica odbora za zdravstvo, pa vendar imajo zdravstveno ministrico, ne, ki je očitno tako nesposobna, da ne morejo poslati na soočenje, ne, oziroma tako pač nesposobna predstaviti kakršenkoli dosežek njihove zdravstvene reforme. Ne, zato so poslali pravzaprav neko poslanko. Govoriš o Tamari Kozlovič, ki ni znala povedati drugega, kot pokritizirati vse ostale, da češ, da kako samo oni kritizirajo, medtem ko je težko vladati in so veliko naredili. Ne. In se pokitila s tujim imperijem prejšnjih vlad. Gre pa za eno od zaupnic tesnejših, vsaj v začetku mandata je bilo tako od Roberta Goloba. In kaj sem želel z njenim izborom povedati? To ti v bistvu vse pove, ne? Sicer manjšemu številu gledalcev, ki to razumejo, ne? Da Robert Golob brandira zdravstvo nase v resnici, ne? Pri čemer ne prevzema odgovornosti za katastrofo, ki jo pušča za sabo. Ne? Sporoča pa tudi z izborom gostje, zdravstvo, to sem jaz. Ok, sem pol volivce pozivava, da ko pogledajo čakalne vrste, ko imajo te izkušnje za svojimi pač sorodniki, ne, ki ne pridejo na vrsto, naj tudi takrat pomislijo na Roberta Goloba. Ne. Ja, zaključil bi še z 2 strankama, ne, SDS, ker sem po rajtu prišel je podpredsednik Zvonko Černač. Tehnokrat. Ne, ampak kar je posebej meni zanimivo, ne, SDS je predstavil na konvenciji, ki so jo imeli prejšnjo soboto, ne, oziroma to soboto, zdaj, ne, teden nazaj, je svoje kandidate za poslance ni predstavilo po volilnih enotah, kot to delajo druge stranke, ampak po področjih. Ne. In na področju zdravstva so predstavili 8 kandidatov, med njimi ni Zvonka Černača. Ne? Ni bilo, recimo, Jelka Godec, ne, je njihova v parlamentu, ne, najbolj za zdravstvo, Alenka Forte je predsednica tistega njihovega odbora za zdravstvo, ne, ampak na temo o zdravstvu niso poslali torej svojih prvokategornikov z področja zdravstva, ampak z področja, mislim, da kohezije ali regionalnega razvoja. Zdaj jaz bi to razumel, če bi šlo za odločitev v smislu pošljemo atraktivnega govorca, ki bo zelo dominiral v debati, ampak Zvonko Černač pa res nič osebnega, ampak njegov način nastopa je skrajno tehnokratski. Jaz kaj tako zelo tehničnega, ne, si v bistvu težko zamislim v slovenskem parlamentu. Ga moram sicer pohvaliti, ker je bil, kot smo ga sicer vajeni Zvonko Černača, zelo dober. Se je zelo dobro pripravil na soočenje, ampak pač za svojimi, bom rekel, opaznimi hibami. No in ta zadnji, Miha Kordiš, ne, sem pa ocenil nekako, da očitno je prišel pošteno odigrati sam to igro, ne, ker je pravzaprav tudi njegova kandidatura za njegovo plačo, ki jo dobiš, če presežeš 1% Nimam kaj dodati, sem hotel reči, če gre za eno plačo, jo bo sam oddelal v solo kampanji, sigurno. Solo kampanja in predlagam, da pogledava še, kaj so povedali. Na področju kadrov smo veliko naredili. Izpogajali smo znatna nepovratna evropska sredstva, tako iz načrta za okrevanje in odpornost kot REACT-a.
Žal Golobova vlada tega ni znala izkoristiti. Pa je pomembno povedati, da se podatki iz leta v leto sami izboljšujejo. In nadaljujemo z dobro prakso ločitve javnega in zasebnega, krepitve javnega. Mora biti pacient v središču, ampak ne tako, kot pravijo opozicijske stranke, ampak da ostane javen. Ne želimo si amerikanizacije. Naj denar sledi pacientu. Potrebno omogočiti človeku, da si sam izbere izvajalca, dobi storitev, ZZZS, torej zavarovalnica, pa to plača. Če ne bi nič sprejeli, bi bilo verjetno boljše. Ja. Mislim, nov dan, drugač novo predvolilno dejanje. Ne? Danes pišemo na zanima.me o tem, da je aktualni šef Darsa, Andrej Ribič, poslal preko odvetniške pisarne svojemu predhodniku, ki je pa tudi nekdanji podpredsednik NSI, Valentin Hajdinjak, ne? Zahtevek odškodninski v višini 2,3 milijona evrov, formulacija pa menda tega odvetniškega dopisa, nakažite to na TRR, v naslednjih 15 dneh sicer se vidimo na sodišču. A ne? Od, pazi, aktualnega šefa Darsa, ki je skupaj s svojim bratom, ki ta projekt vodi, podražil stavbo, ne? Ki so jo zgradili na novo Darsu za 11 milijonov evrov oziroma odstotkih za bistveno več kot 50%. Ne? Ja, ne, jaz srčno upam, ne, da bo potem kdo, ko bo konc tega mandata, ne, in se bo zamenjala uprava tudi s časoma na Darsu, ne, da bo nekdo bratoma Ribič poslal kakšen 10 milijonski ali kako že račun, zahtevek, ne, za vse, kar sta v tem mandatu sumljivo podražila. Ne, morda samo še to, ne, kako mi je bilo zanimivo gledati ta kontrast, ne, na tem soočenju, ki smo ga videli v prispevku, ne, kako pravzaprav nasplošno vlada kar na pamet, ne, samo govori, kako je zdravstvom vse v redu in kako se je vse izboljšalo, čeprav so in podatki, ki jih je RTV naredil in celo RTV je pripravil te podatke bolj prijazno vladi, ne, ker so jih še revalorizirali, da so čim bolj natančno ustrezni, ne, da je čim manjša razlika. Pa vendar, ne, kako pravzaprav je vse ok in kako se bodo, ne, tam je pa zmaga, ne, kako bodo sicer v ospredje postavili pacienta, ampak ne tako, kot pravi opozicija, ne, torej, da mora denar slediti pacientu, ampak tako, da je javno zdravstvo v prvem planu. Ampak pazi, sej stanje duha kandidatov, ki jih Svoboda pošilja na soočenje, je enako stanju duha, če se spomneš teden dni nazaj, ko se je Golob pripravljal na prvo soočenje, ne? Ko je v klipu na omrežjih rekel, pošiljajo mi cel dan briljantne dosežke, ampak iz nekega meni težko razumljivega razloga je pa zvečer prišel ka posušena vileda v studio. Ne? Ampak tako, evo, zdaj, če smo nazaj da greva nazaj na tole, ne, zanimiva stvar je dopis odvetniške pisarne. Ista odvetniška pisarna je najprej bila najeta pred meseci strani Darsa in Andreja Ribiča in plačana za to, da naredi forenzični pregled Hajdinjakovih poslov. Ne? In zdaj isti odvetniki tudi pošiljajo odškodninski zahtevek. Pri čemer se eno ključno vprašanje takoj postavlja. Se pravi, ko so naročali revizijo, je bil očitno že plan, da v nadaljevanju pošljajo še to predvolilno provokacijo, ne? Ta zahtevek za 2,3 milijona evrov in v ozadju jaz seveda vidim novo potezo v nizu potez, ki jih Svoboda že leto pa pol dela, ne? Da bi nekako novega predsednika stranke Vrtovca poslala na soočenja v finiš kampanje, ko stoji z ramo ob Golobu, ne? V čim bolj defenzivni obrambni drži, ampak hudička jim tudi to ne uspe, ne? Ker je dejansko Vrtovec najprej za Pop TV te očitke, se pravi Knovs, Dars in vse te afere zavrnil kot pač predvolilne bombice, ne? In potem, ko se je srečal z Golobom na Pop TV, dejansko pogledal premierja aktualnega obraz in rekel, lejte, konec je tega, ne? Ja, predlagam, da pogledava ta izsek. Lejte, jaz ne vem, in nimam prič, ne za ta dogodek, ne za to, kaj je ta direktor rekel, ne kar je nekdo tja hodil in v to nisem upleten, razumete? Bolj se mi zdi sporno ena druga stvar, ne, da se gre tukaj, če jaz prav razumem, kar sem bral poročanje, za znesek, ki ga po vsej verjetnosti Tina Gaber porabi v enem mesecu za manikuro in frizuro. So v bistvu bombice strani leve politike proti pač skupni listi, izključno z namenom, da ohranijo oblast. Konec je. Konec je, ker Slovenija teče proti 22. marcu in novi slovenski pomladi, kajti Slovenija ostala, ljudje so se dvignili, ker ne morejo več gledati takšne nesposobne vlade, kot jo imate vi. Mislim, medtem ko Robert Golob na tole niti ni bil sposoben odreagirati, lahko pa pogledaš pomenljiv izraz, ne, ki ni bil vzvišen in aroganten, prej globoko
prizadet, ne, je Vrtovec ta, ki v bistvu nastopi robustno in celo najbolj izzove Goloba na tem soočenju. Ne. Ja, celo bi rekel, da je zanimivo gledati, dve stvari mi je zanimivo gledati v tej kampanji. Ne. Eno je to, da ko gledamo lansiranje afer, so v glavnem lansirane posebej tiste, ki so tudi medijsko potem podprte, proti NSI-ju in proti demokratom. Ne? Se pravi, to sta dve stranki, ki se nista zelo javno in z overjenim izjavo zavezali, da ne bosta šli v vlado Janeza Janše. Ne pa recimo SDS-a v tolikšni meri, ker enostavno se zavedajo, da pravzaprav od SDS-a se afere nekako odbijajo, ker so njihovi volivci pač zelo trdni in zvesti, in jih neke afere, ki bi jih Svoboda lansirala niti zares, morda bi jih celo mobilizirali, da se še v večjem številu angažirajo in pripeljajo še več ljudi na volitve. Medtem ko računajo, da pravzaprav je treba omejiti potencialne koalicijske partnerje za SDS, da ne bi prišlo recimo do kakšne ali desne vlade ali kakšne vlade recimo nekega tako imenovanega tretjega bloka. Moram pa reči, da mi je fascinantno gledati, kako pravzaprav Anže Logar in Jernej Vrtovec zelo spretno vse te napade odbijata. Torej ni zaznati neke tega frustracije, ni zaznati neke te užaljenosti. Nobene grenkobe, ja. Ampak oba pravzaprav z protinapadom, z šalo, z nekimi provokacijami vračata nazaj, in to se pravzaprav odraža v še višjem rejtingu v bistvu teh dveh strank. To bi rekel, da si zelo dobro zaznal. 4 leta je Svoboda z Robertom Golobom svoj politični marketing peljala preko sovraštva. Tu je po mojem najbolj spodrsnilo Robertu Golobu v obljubi, da bo v tem elementu političnega inženiringa povsem drugačen od Janeza Janše. Pa je v marsičem, predvsem mašinerija v njegovem ozadju, govorimo o Vesnih Vuković, Damirju Črnčecu in podobno, uporablja copy-paste neke desne izvedenke in ga prilagodila za leve potrebe ali pa potrebe levega omrežja. In NSI in demokrati Anžeta Logarja sta dve stranki, ki hkrati sesuvata duopol, opozarjata na možnost tretje izbire in sta hkrati dovolj pragmatični, da bi pod določenimi pogoji ponedeljek po volitvah prestopila tudi dejansko v neko širšo povezavo oziroma mešano koalicijo. To pa je ravno vse, kar bi Roberta Goloba naredilo povsem pogrešljivega in odvečnega v političnem prostoru. Ja, in ravno to je pravzaprav tisto, kar je najbolj živčno za Roberta Goloba, posebej, ker mu pada, ker če gledamo, kako poteka kampanja, to mi je tudi fascinantno gledati te dni. Se pravi, na eni strani vidimo demokrati, NSI in SDS opozarjajo tudi delno prerod na konkretne težave v državi, ponujajo neke konkretne rešitve, na drugi strani pa Svoboda poskuša igrati žrtev kjerkoli je mogoče. Najprej kibernetski napad, katastrofa, množični odziv Svobode, desetine poslancev in funkcionarjev Svobode pošilja sporočila, video sporočila, ki so bila potem sicer čudežno umaknjena, kako se jim je dramatično zgodil kibernetski napad. Potem je nekdo vrgel neko crkneno žival na njihov plakat, mislim, pač ni glih lepo, ni pa tudi katastrofa, da bi rekel. Pričemer še neke informacije od ljudi, ki so bili na ogledu, ker veterinarji v takih primerih grejo na teren, po neuradno, to tudi objavljamo na zanima.me, je itak bil kadaver v tako zelo slabem stanju, da so postavili dve tezi. Eno je, niso še ugotovili, ali je to lisica, pes ali morda celo kaj tretjega. In druga stvar, pravijo, da je to moglo biti vsaj teden dni že nekje propadati ob cesti. Se pravi, dejansko ne gre za tisto, kar bi javno rada ustvarila percepcijo Svoboda. Da gre torej za nek hipni sovražni barbarizem desnega pola, recimo, proti njim. In spet, če se vprašaš, komu pri zdravi pameti 3-4 tedne pred volitvami bi to koristilo na desnem polu ali pa bi imel motiv, jaz na koncu ugotovim, da največ motiva ima Svoboda, da si sama ta kadaver obesi na plakat. Ampak tudi, če si ga ni, tudi, če si ga ni, pa je nek pač čudak najdel nek kadaver in ga obesil na njihov plakat, pač čudakov ne manjka v Sloveniji. Ampak to je non-issue, ampak mi smo videli celotno poslansko skupino Svobode postrojeno, še s parimi ministri, ki zgroženo en za drugim dajejo izjave, kako je to katastrofa. Se pravi, pač ob tem, ko imamo mi
resne probleme v državi, ne, ob tem, ko je par dni, ne, če so že sploh na Štajerskem popravili električno napeljavo do takrat, ne, se cela poslanska skupina Svobode zgroženo ukvarja z enim kadavrom obešenim na plakat na Vrhniki. Greva nazaj na začetek, ne? Če se vprašaš, zakaj mora biti cela poslanska, ne, ob kadavru. Zaradi Tine Gaber Golob, ker je to njena agenda in ker je to spet ta bolečina nad tem, kaj bo prevladalo tisti dan na družbenih omrežjih. To je ta agenda. Zdaj, poleg torej, zgražanja nad bizarnostmi, ne, pa smo spet pri deljenju bombončkov. Ja, ampak tudi tega že zmanjkuje, ne? Ker če smo prej govorili, ne vem, gremo z minimalno plačo 200 evrčkov gor, pa ne vem, koliko milijonov je to vse skupaj, ne? Zdaj smo že po 10 evrov gor, ne? Namreč po redni uskladitvi pokojnin, ki bi se zgodila, ne, bi ljudje, ki imajo zdaj, da karikiramo, 1000 evrov pokojnine dobili 1042, ne? Ampak zdaj bojo maja dobili 1052. Se pravi, jim v bistvu na lagar za čas po volitvah oblast povišuje to uskladitev za 10 evrov navzgor. Tudi to meni kaže, da je to človek, ki ve, da mu kaže slabo. Če sva bila prej pri barbarizmih, ne mora pa mimo dejanskega barbarizma, ne, ki se ga dogaja na RTV Slovenija. Ne. Ta teden je bila seja RTV Slovenija na temo Tarče, ne, na temo, spomnimo, Tarče, zadnje Tarče pred volilno kampanjo, oziroma preden so termin Tarče zasedla predvolilna soočenja, ne, ko je bila Tarča cenzurirana in seja sveta RTV Slovenija je zdaj ta problem obravnavala. Ne. Ampak kdo bi si mislil, ne, kaj je glavni problem? Ne, da je bila Tarča cenzurirana, da se je vodstvo spravilo na ekipo preiskovalnih novinarjev, ampak da je zadeva prišla ven v javnost. Ne. To je v bistvu katastrofa pri tej zgodbi Tarče. Ne? Glej, jaz nisem gledal cele seje sveta RTV, sem pa gledal celo to točko dnevnega reda, približno 40-45 minut debate o tem, ne, kar je najbolj pomenljivo je, da imaš najbolj gledano informativno oddajo na RTV, ki je obravnavana med ljudmi, ki vodijo to javno ustanovo kot problem, ne? Se pravi, najbolj gledana oddaja je velik problem RTV-ja, in ekipa je obravnavana kot skupina izobčencev, ker so sami si drznili na teden, ko so jih umaknili iz programa, skomunicirati z javnostjo preko Facebook profila, kaj je pač po njihovem se zgodil. Ne? In potem smo gledali 45 minut debate o protokolih, kako naslednjič, jaz malo cinično karikiram, ampak res ne daleč od resnice, kako naslednjič, ko bomo nekoga cenzurirali, poskrbeti s protokoli, da bojo vsi molčali o tem. Ne? In zdaj, če si kdo ne predstavlja, kako to v praksi izgleda, dajva enih pol minute pokazati. Pokažva, ja. Da nad uredniško in novinarsko avtonomijo ni samo nebo, ampak so nad uredniško in novinarsko avtonomijo tudi kodeksi, pravilniki, programski standardi, poklicna merjenja in tako naprej. In dejansko pa da drži, da čisto vsi v hiši vemo, kako se je treba obnašati na družbenih omrežjih. Vprašanje pa je, ali smo dovolj etični in se tako tudi obnašamo. Glej, to je bil v bistvu nov pogrom, ne? Nad ljudmi, ki so v glavnem, kot slišim po bolniških, ne, zaradi teh pritiskov, so tukaj odprli temo, da kako za vraga je Erika Žnidaršič zavrnila, je bilo ponujeno v času kampanje vodenje 2 soočenj, no niso povedali, da so paradni voditeljci ponudili 2 izven parlamentarni soočenji, ne, kar je pregrda beseda v glavo, ne. Nisem resno. In potem je pač tukaj glavna debata o teh protokolih, s katerimi bi ekipi, ki je sicer dobrodošla, ne, da se po volitvah prikaže nazaj na delovnem mestu, prelepili, kot smo tudi mi na naslovnici zanima.me, usta z gafotrakom, ampak jaz bi rekel neki. To je nek moj apel ob tej temi. Nobeni protokoli ne bodo nikoli na nobenem mediju, ne samo na javnem, pomagali, če se z buldožerjem cenzurira ljudi. In še dodatek, jaz vem, ker sem dolgo v slovenskem novinarstvu in TV novinarstvu bil, da nekateri ljudje, in večina jih je celo žal, so novinari za to, da bi bili po jutrišnjem PR v državnih podjetjih, ne? Ampak nekaj budal v narekovajih, ne? Pa nas je takšnih zelo malo sicer, da bi dosegli, da se oblast, če že ima krotko policijo, če ima uspavana sodišča, vsaj še za hip koga ustrašila nad seboj. Ja, res smo. Zato jaz vračam, tudi nad politiko ni samo modro nebo.
Ja, mi smo res ene budale, ne, po tej logiki, ne, ker, ne, če se vrnemo spet nazaj k medijem, ne, smo ta teden videli še eno zgodbo, ki je po svoje spet primer tega medijskega PR-ovstva, ne, in sicer še en medijski mogotec, ne, Bojan Petan, lastnik časopisa Dnevnik, ne, in še nekaj medijev, če se ne motim, je bil po 12 letih, mislim, da oproščen, ne, tik pred volitvami, ne, kako spet, za te timingi, ne, koliko je Repič bil tik, to sem hotel reči, pač areteran, ne, je bil tik pred volitvami oproščen Petan, ki se je vlekel postopek leta in leta. Če se to komu zdi teorija zarote, naj mi to lepo v video na YouTube od spodaj kot komentar napiše, ni problema, nimam s temi komentarji težav. Ampak, če mi kdo reče, ne, da se spreš z vladajočo stranko in imaš bazo 100,000 sledilcev, pa te zaradi mene tudi kaznivih dejanj, ne, čez en teden rekordno hitro preganjajo in aretirajo na letališču, na drugi strani imaš pa mogotca, vplivnega lastnika medijev, ki 12 let hodi na sodišče in ga oprostijo tik pred volitvami, ne? In da so vse to naključja, ok, pol sem pač teoretik zarote. Good to go. Ne? Ampak hočem reči, zanimivo je tukaj še nekaj. Vloga Stojana Zdolška, ki je hkrati odvetnik Bojana Petana pri DZS-ju, hkrati Golobov osebni odvetnik v vseh teh odprtih zadevah na KPK, ne? In je tule tekom postopka prišel na enega od narokov in seveda, ne, kot odvetnik Petanove DZS, zagovarjal linijo, da vse poslovne odločitve, ne, pač niso kazniva dejanja, ne, in da sodišče ne sme izreči sodbe na podlagi katastrofalnih ekonomskih posledic, ampak na podlagi tega, ali je sama formalna pogodba, na podlagi katere se nekaj zgodilo, zakonita ali nezakonita, ne. Bigger picture pa je, tik pred volitvami dobiš oprostilno sodbo, zraven imaš v lasti vplivno časopisno hišo, ja kaj se bo zgodilo, ali pa bo vsaj naša percepcija taka, ne? Verjetno Dnevnik ni več med mediji, ki bi lahko Golobu do 22. marca škodili. No, se tudi prej ni zelo bil, ne, pa vendar, ne, na to, kar opisuješ, ne, se mi utrne samo ena misel, ne, zdaj že kar nekaj časa pokojne nekdanje generalne državne tožilke, ne, Zdenke Cerar, ne, da vsaka svinjarija še ni kaznivo dejanje. Ja, tebi se utrne misel, meni pa skoraj solza od vsega. Sem tudi stik na tem, ne, ampak ne, gremo še naprej, še ena perverznost brez primere, ne, mislim, pač, ne, vlada z uredbo omeji število operacij, ne, ortopedskih. Glej, kakšno naključje, čakalne dobe za ortopedske posege se povečajo, ne, in ta ista vlada zdaj reče, zlobni ortopedi so krivi, ker pred volitvami načrtno, umetno podaljšujejo čakalne dobe, da bi, ne vem, dosegali nek rezultat na volitvah proti vladi. Ampak veš, kaj jaz vidim, skušam pogledati malo deleč, ne? Vidim Goloba, prej sem govoril, da mi deluje kot človek v težavah, ne kot človek, ki bi mu dobro šlo pred volitvami, ne? In zdaj jaz nočem nič zniževati, recimo, ne vem, ugled nekega zdravnika, govoriva zdaj o ortopedu Kavčiču, ne? Niti poslati v 3 krasne na enega sogovornika gospoda Repiča, ki smo ga imela v epizodi, ne? Ampak, če pogledaš tako, to je politik v tako veliki agoniji, da se v finišu volilne kampanje krega z nekim ortopedom, krega z nekim vplivnežem, ki pač ima 100,000 sledilcev na Instagramu, ne? Skratka, njemu gre tako zelo slabo v izdihljajih mandata, da so njemu krivi vsi v tej državi do zadnje čistilke. No, pri čemer je treba nekaj povedati, ne? On se je spravil in to večkrat, niti ne samo enkrat, najprej, takrat, ko so ga odpuščali, ne? Potem pa zdaj še na soočenih to privlekel in še, bom rekel, potenciral, ne? Češ, kako perverzno naj bi dr. Kavčič podaljševal čakalne dobe. Dr. Kavčič, ta isti dr. Kavčič, ne, ki je, mislim, da celo državni rekorder po številu opravljenih ortopedskih operacij, ki je ortopedske operacije, ne, dodatne, ne, torej tisti dodatni program, izvajal najprej v splošni bolnišnici Novo mesto, torej v javnem zavodu, kjer je bil redno zaposlen, ki je pod vodstvom zelo blizu aktualni vladi, ne, vodstvo bolnišnice je očiten kader, mislim, da sicer stranke SD, v zelo dobri navezavi z Jasno Humar, ki je državna sekretarka na zdravstvenem ministrstvu. Vodstvo bolnišnice Novo mesto zelo dobro izvaja agendo svobode, ko je treba, spomnimo se recimo na sprejem tistega problematičnega Roma iz Uri Soča, ko je bilo treba rešiti situacijo na Soči, je uskočila bolnišnica Novo mesto in sprejela tega problematičnega pacienta v svojo ustanovo, ne? In potem so oni, namesto da bi plačali
medicinske sestre, ki bi mogle asistirati pri operacijah, ker seveda ne more zdravnik sam oziroma ortoped sam delati operacije, je treba imeti zraven medicinske sestre. Namesto, da bi te medicinske sestre plačali, ker razlog, zakaj so te operacije potem v Novem mestu odpadale, je bil, da teh medicinskih sester niso plačali, zato niso hoteli delati in zato operacije se ni dal delati. Dr. Kavčič je pač, ko ni več mogel delati operacij v splošni bolnišnici Novo mesto, šel v zasebniku, ne, in te operacije delal naprej, še več, celo sam je povedal, ne, da ker je bila dolga vrsta v Novem mestu, je on dolžen ponuditi drugo opcijo in ta zasebna klinika je bila pravzaprav koncesionarska, tako da je bila zadeva pokrita iz zdravstvenega zavarovanja. Se pravi, pacienti so dobili storitev, ne, niso jo dobili sicer v splošni bolnišnici Novo mesto, ampak je niso dobili zaradi neumnosti vodstva splošne bolnišnice Novo mesto in zdaj se spravlja Golob na Kavčiča, tako da je edino upravičeno, da ga je Kavčič tožil. Ta zgodba v prvem soočenju ali pa duelu Janše in Goloba v tej kampanji eskalira do te mere, ne, da ima celo izjava, ki jo je Golob dal in bo zdaj pokazala pravne posledice. Poglejmo. 2 dni nazaj sem prebral, ki je zdaj dr. Kavčič. Jaz njega nikoli nisem srečal. Tudi jaz ne. Samo videl sem čakalne vrste, ki jih je naredil. Je pa nekaj mojih kolegov, alpinistov, čakalo kar nekaj časa za to, da jih je on operiral, ker velja kot zelo dober. Ampak nekaj dni nazaj sem prebral, da je še on v Zagreb. In kaj je zdaj? Bil je krivdno odpuščen, Ne. ker je kršil zakonodajo. Skratka, pazi, ustvarjal je, ne, kot trditev, načrtno je ustvarjal čakalne vrste in drugo, bil je krivdno odpuščen, ker je kršil zakonodajo. Enostavne resnice po Robertu Golobu, ne? Ja. Pri čemer je pa zdaj še dodatna ironija, ne, da vmes, ne, zdaj, če bi on bil samo pri slovenskem zasebniku, ne, bi mogli ljudje samo plačniško, zdaj, če grejo pa k njemu v Zagreb, če drži, da je v Zagrebu, to nisem uspel ugotoviti, ampak če drži, da je v Zagrebu, bo pa zdaj ZZZS plačal, ne, ker v tujini pa plača. Mislim, to je ta bizarnost našega sistema. Tukaj je imel Janša zelo dobro vsebinsko poanto, ko je opisal točno to, o čemer govoriš, da dejansko od leta 2004, ne, nismo dojeli, kaj je pomen tega, da smo vstopili v Evropsko unijo. To drži. Ne? Ja, in potem smo slišali še tisto znano o tem, kako je bilo v Jugoslaviji vse tako, super. Ja, to je pa potem Han poskrbel za to. Skratka, ko sem govoril o pravnih posledicah, Kavčič je, potem, ko je slišal to, kar je slišal, napovedal, da bo Goloba preganjal zaradi klevet, ne, in izrečenih neresnic, kar se mi zdi za politika, ki s tako lahkoto in slastjo preganja vse druge okoli sebe, v bistvu edino pravilno. Ne? Ja, ne. Zdaj, če grejo še na tuj parket, ne, z vsem pompom, seveda, ki pritiče Niki Kovač, ne, smo ta teden spremljali še odločitev Evropske komisije o pobudi My Voice, My Choice. In kot vedno pri Niki Kovač ti na koncu ni jasno, kaj je bilo na koncu, so jo podprli, jo niso podprli, ne? Ker vedno je zmaga. Ali je eno ali je drugo, vedno so solze. Vedno je zmaga, še bolj je bilo pa schizofreno gledati profil inštituta 8. marec, ne? Ki je najprej razglasil veliko zmago, ne? Potem pa nekaj ur kasneje pravzaprav pogruntal, ne? Da morda to le ni tako zelo velika zmaga, kot so si jo predstavljali. In zaštartal peticijo, naj se spremeni odločitev Evropske komisije, ki so jo še nekaj ur nazaj slavili kot veliko zmago, zdaj da pojasnimo mogoče, zakaj gre. Skratka, My Voice, My Choice je zahteval od Evropske komisije, da se vzpostavi poseben finančni mehanizem, s katerim bi financirali abortivni turizem. Po domače rečeno, Poljakinja, ki ali pa Maltežanka, ki ne more splaviti v svoji domači državi, ker recimo Poljska nekoliko bolj resno jemlje varovanje življenja od spočetja, bi potem z evropskim denarjem plačali potovanje in postopek splava v neki drugi državi, naprimer Češki, Nemčiji ali Sloveniji. Zdaj, Evropska komisija je ugotovila, da to ne bodo naredili. Ja. Bilo je sicer blazno, resno, zakulisno dogajanje. Ne? Celo po mojih informacijah ne bi se na levi strani grozili Ursuli von der Leyen, da jo bodo pravzaprav interpelirali in probali zrušiti, če ne ugodi. Na drugi strani iz več evropskih prestolnic, tudi ne tako zelo desnih v narekovaju, so prišle v bistvu zahteve, da so tudi slučajno ne bi še enega finančnega sklada iz tega področja naredili. Tako da so potem naredili nek kompromis, po katerem ni niti koza cela, niti volk sit. Skratka, tolmačili so, da lahko že zdaj Evropski socialni sklad to financira. Po domače rečeno,
Evropski socialni sklad, ki je namenjen najranljivejšim skupinam. Ne? To, kar v bistvu v kampanji Luka Mesec ves čas govori, ljudje pod pragom revščine. Ljudje pod pragom revščine, določeni težki zdravstveni primeri, recimo določeni težki raki, ali pa v Sloveniji konkretno gre to za zaposlovanje ranljivih skupin, ne? Lahko zdaj ta denar države preusmerijo, ne? Torej denar, ki je namenjen reševanju socialnih primerov domačih državljanov, recimo v našem primeru Slovencev, če bi se vlada naša za to odločila, se lahko preusmeri za financiranje splavov Poljakin. Ne? Je pa tukaj en križ s tem, ne, oziroma težava, problem, da je ta mehanizem do leta 28-29 praktično že počrpan. Ne? Se pravi, v praksi, če govoriva o stotinah tisoč ali pa milijonih evrov, nikako več ni kaj dosti izborila za ta namen. Zdaj, v praksi je ta sklad že dokaj počrpan, tako da bi mogle države celo spremeniti svoje projekte, ne, torej oduzeti denar nekim drugim socialno ogroženim za to, da bi financirali te splave. Po drugi strani je pa škandalozno, ne. Spomnimo se, pred 12 leti je bila že ena bistveno uspešnejša evropska državljanska pobuda, mislim celo največja v zgodovini, skoraj 2 milijona podpisov so dobili, za primerjavo My Voice, My Choice približno 1,1 do 1,2 milijona, ne, kjer so zahtevali, da se ne financira iz evropskih sredstev pač karkoli iz področja splava, ker je področje splava stvar pristojnosti držav članic. Ne. In Evropska komisija je zdaj naredila pravzaprav nevaren precedens, ne, ker je takrat rekla, ne, tega ne bomo sprejeli, ker se splav itak ne financira, zdaj po novem pa pravijo, ne, sej to se že odprej lahko financira iz teh sredstev. Če pogledava pa skozi politični pragmatizem komisije, ki jo vodi von der Leyenova, se mi zdi pa to tipično v bistvu za ta konglomerat desnih in levih, ki ga ima ona pod sabo, ne, kjer so v bistvu Niki Kovač rekli ne, ampak ji ponudili v bistvu za kulisno opcijo ali pa obvodno opcijo, da vendarle za ta face saving, kot se reče, da vendarle lahko proslavlja to kot delno svojo zmago. Ne? In to je tisto, kar Ursula počne v Bruslju, malo levo, malo desno, kar je sicer tudi Golob rekel, da bo tukaj pa tega ne počne. Ne? Ja, ne? In zdaj kot zadnja stvar, ki bi jo izpostavil ta teden, ne? Mi je pa tudi po svoje bizarna. Ne? Sem pa tukaj malo, bom rekel, osebno udeležen zraven, da dam disclaimer. Zdaj, pred volitvami so se na več gimnazijah organizirale okrogle mize, celo sam sem bil del, ko sem bil dijak tega, celo vodil sem eno tako okroglo mizo, pa potem tudi pred časom še za eno drugo gimnazijo še eno tako okroglo mizo. Ne? Zdaj po novem to ni več dovoljeno. Ne? Začelo se, spomnimo se, s tistim obiskom SDS-ovega podmladka na gimnaziji Želimlje, ki je zdaj eskaliral do tega, ne, da je Ministrstvo za šolstvo vsem šolam poslalo okrožnico, v kateri striktno prepovedujejo kakršnokoli, v narekovajih, delovanje političnih strank v šolskih prostorih, pri čemer so pod delovanje političnih strank razumeli tudi napovedano okroglo mizo, ki so jo organizirali dijaki Škofijske gimnazije, ljubljanske. Ne? Se pravi, dijaki so povabili vse parlamentarne stranke, torej 2 desni, 3 leve, ne, da bi jih soočili pred volitvami, ne? In to je zdaj po novem, po mnenji šolske inšpekcije, delovanje političnih strank, ki je nedovoljeno, pri čemer je to tradicija te šole že kar pomno. Glej, jaz bom rekel tako, če bi se zgodili recimo na šoli v centru Ljubljane, ne, in bi bil v celotni volilni kampanji bi bila vabljena samo Svoboda pa Levica, ne, na nek agitatorski dogodek, se mi to seveda zdi narobe in v nasprotju s to idejo ločitve med univerzo, šolstvom in politiko nasplošno. Vkolikor pa katerakoli šole, pa je lahko v centru Ljubljane, v ne vem kje, v Lendavi, na Ptuju, v Kopru, ne, vabi pahljačo naših parlamentarnih strank, to na nek način organizira tudi kot ozaveščanje bodočih volivcev o tem, kaj se na politični sceni dogaja, se mi zdi pa taka prepoved idiotska in me ne prva zgodba v tej najni današnji epizodi spominja na tisti, saj veš, znameniti košček iz Moj ata socialistični kulak, ne, kjer reče, v socializmu, komunizmu točno veš, kaj je prepovedano, pa potem tega ne počneš, ne? V svobodi moraš pa hudo paziti, ker tega ne veš. Ne? Mislim, zdaj problem je, ne? Ker kot prvo očitno se bojijo predstavniki vlade celo pred mladimi se soočati, da ne bi kdo narobe razumel dosežkov vlade, ki bi jih slabo predstavili. Ne? Kot drugo, mislim, to je hud napad na svobodo govora in če mi izobražujemo mlade, kot aktivne državljane, kot državljansko, ne, in da je potem kakršenkoli vstop. Jaz razumem, ne, šolski prostor ne sme imeti političnega delovanja. Pa kaj to pomeni, da šola ne sme imeti krožka, podmladka,
poljubne stranke, verjetno nekega potem tudi- agitiranja, to se strinjam, Ne, ampak verjetno- okrogla miza, ki jo organizirajo dijaki, kjer sprašujejo svoje predstavnike ljudstva, kako jih bodo zastopali v naslednjem mandatu, pa to ne bi smela biti in mislim, da je tukaj što pa res inšpekcija predaleč in je to še ena dodatna ironija. Ne? Lahko pa Tina Gaber Golob, danes jo nadpoprečno veliko omenjam in lepo pozdravljam, skočijo pride, ne, pred To pa lahko. učence. Ne? Oziroma sprašujem se potem, ne, če v šolskem prostoru noben ne sme, kako potem lahko vsak teden spremljamo obiske dijakov na vladi, a to pa ni. To pa ni politično delovanje, ne, kjer je seveda samo vlada. Ne, ampak, mislim, da ne bo narobe razumljeno, jaz podpiram. Jaz mislim, da je prav, da dijaki obiščejo in parlament in vlado in prav je, da imajo priložnost tudi vprašati svoje predstavnike ljudstva, kaj si pač mislijo. Sam, Peter, ti ne razumeš. Ne? Taki aktivni državljani, ki bi se vzgajali že tam od 15-16 leta naprej, grejo potem na Instagramu odgovoriti na anketo in pol nam rezultati niso všeč in anketa zgine. Joj. No. To pa je res smola, no, tako da ja, res tragično, ne. Te aktivni državljani potem nimajo druge, kot da spremljajo. Lahko celo v arestu končajo zaradi aktivnosti. Ne? Oziroma nimajo druge, kot da spremljajo potem tedenski safari. Ne, Kar je pa v redu, to naj veseli. In moramo omeniti to zaupanje, ki sva ga deležna v zadnjem času. Bolj, ko gremo proti odločitvi, bolj se izkazuje, kako nama zaupajo. Bi sam na hiter povedal, v zadnjih 28 dneh naj je skoraj 300,000 ljudi pogledali na YouTube kanalu. Ne? Povprečna gledanost zadnjih 3 epizod presega 40,000, kar naju dejansko pozicionira, komu všeč ali ne, kot najmočnejši notranje politični podcast. In že skoraj praktično konkurenca ne najbolj, ampak drugim in tretjim najbolj gledanim političnim oddajam na slovenskih televizijah. No, ko objavimo pa njihove številke, pa spet vse narobe. Ne? Ampak ne, ceniva to zaupanje in se bo potrudila, da ga tudi ohranva še naprej. Ja, najlepša hvala za to podporo. Mi pa gremo v Safari Special in ta teden v soboto zjutraj na portalu zanima.me ponujamo zgodbo o, pazite, pozor, morda celo najdražji novinarski konferenci v zgodovini samostojne države. O čem govorimo? Še vedno v zakulisju poteka vedno bolj ogorčeno in panično reševanje vožnje po drugem tiru 11. marca, kot si ga je zamislila Alenka Bratušek. Ja, govorimo o zneskih vrednih več milijonov. Koliko milijonov? Preverite v posebni epizodi, torej v soboto zjutraj na portalu zanima.me. Hvala vsem, ki nas gledate, ki nam zaupate, ki ste naročeni, število naročnikov tudi močno narašča. Ja, tako Naj hitro, pri tem, kot smo šli od 6 na 7,000, pa tudi če ne. Tako da res hvala, cenimo in se gledamo v prihodnjih epizodah.